Na Okrešlju nastaja nov planinski dom. Zdaj praktično smo pri zadnji večji akciji v letošnjem letu. Danes bomo tule naredili tole prtlično betonsko ploščo. Zdaj, pred 3 tedni smo delali temeljno ploščo, ki je bila velik zalogaj. Zdaj ugotavljamo, da je tudi tale plošča je sicer po kvadraturi kar nekaj manjša, ampak glede na to, da je treba vse skupaj izvoziti na 4 metre višine, je kljub temu zalogaj in nas danes čaka kar aktivna sobota, da nekako naredimo to, kar smo si nekod začrtali. Takoj, ko je prišel do tega požara, pa ko sem zvedel, da bomo povabljeni za snovanje nove ideje, smo šli gor, pa smo se vživeli, pa začeli razmisliti, kak bi ne bil nov dom. Imeli smo pa eno tako izhodišče, če je bila Korošica, ki bi rekel, da je bistveno bolj moderne zasnove, tudi čisto drugačen pristop, gre za drugačno zasnovo, gre za kočo na 1800 metrih, gre za kočo, ki bi najbolj nudila samo neko zavetišče, gre za kočo, ki bi naj ponujala osnovne stvari, s tem, da je tu treba prilagoditi samo gradnjo, je ta koča nam predstavljala nek drugačen izziv. Društvo nam je povedalo, da si želi imeti kočo, ki bi jo lahko sprejelo več ljudi, tudi za svojo. Se pravi, nam je bil en izhodiščni pogoj, da mora ostati domača. Tako rečemo, so v zadnjih 10 letih trend recimo neke sodobnejše arhitekturne rešitve, enako pa prihaja to tudi v gorski svet. Če spremljamo neko arhitekturo recimo v tujini, je že to kar nekaj vrsto let opažamo, da tam, kjer se gradijo nove planinske koče, da tudi arhitektura planinskih domov sledi nekako tem trendom. In tudi na koncu koncev je prišel pri tej odločitvi za arhitekturno rešitev za novi planinski dom na Okrešlju ena podobna zgodba. Delali smo na ta način, da smo sestavili neko tabelo, da so dobili vsi podatke, kdaj, kako in kaj se bo delalo. Potem pač se zberemo na določen dan, razdelimo si delo. To je pač tako, da smo povezani s postajo najboljše, ker pač telefon je pač malo dolgovezna veza. Ponovadi so 3-4 dol, pa tu gor tudi. In spodnji naložijo, potegnemo gor, tu razložimo, smo skozi na vezi. Čim bolj v navezi, zato da ne izgubljamo časa. Tako da smo dejansko prišli nekje do neke skupne rešitve, da bi naj bila ta koča moderne zasnove, funkcionalno, medtem ko bi pa po zunanjem izgledu še vedno naj imela nek pridih, ki ga srečamo v Logarski dolini, se pravi, da bi ne bila še domača. Tako da, če mene vprašate kot arhitekta, ima veliko elementov domačnosti. Če me vprašate kot čisto poljudno, je meni fejst klasična koča. Ko pa z ljudmi govorijo pa vsi, da je zelo moderna. Tako da tu pač imamo, bomo rekli, tisti strokovnjaki pa laično ljudstvo pač različne poglede. Planinski dom bo že blizu pasivne gradnje, energijsko zelo učinkovit. Izkoristile se bojo neke danosti, ki jih pač ta lokacija tukaj omogoča, da bo nekako tudi samo
obratovanje pa poslovanje planinskega doma pomenili potem nek čim manjši vpliv tudi na tole gorsko okolje, za katerega vemo, da je še bolj občutljivo pa zahtevno kot pa okolje v dolini. Vse se zahvaljujemo celi Sloveniji in vsem prostovoljcem, ko so nam prišli pomagati. Zdaj, prosimo jih še, da še bojo prišli, ker dela bo še kar dosti, preden da se bo pač ta dom do konca zgradil. Kar velik zalogaj nas še pa čaka v prihodnjih mesecih, predvsem zdaj v tem zimskem času, da nekako nagovorimo tudi neka večja podjetja v Sloveniji in tudi nekako njih prepričamo s to zgodbo, ki jo delamo tukaj na Okrešlju, da je vredno biti del te zgodbe. Na staro kočo so spomini zelo lepi in bom rekel, kar veliko jih je bilo, kar veliko lepih trenutkov smo preživeli v stari koči in v bistvu potem nekaj časa, ko smo videli tiste prve fotografije od, bom rekel, pogorišča, ker nismo mogli verjeti, smo se kar spraševali, ali je to res, ali je to nekdo zmontiral in pol je pač ta resnica prišla na dan. Tako da prijetni, lepi spomini in verjamem, da bo tudi v nova koča imela ta čar, ta duh, da bo dejansko, da bodo, bom rekel, tudi lepi spomini tudi iz nove koče. Zdaj gledam bolj na ozko, pa so mi tele faze zdaj najtežje. Sploh prva plošča, smo si kar vdahnili, ko smo jo vlili, ker vedno smo odvisni od vremena. Vreme pokaže zobe, zaključimo. Drugače pa, po moje, vsaka faza ima pač svoje zahtevnosti in mislim, da nobena ne bo enostavna. Se mi zdi, da je to lahko ena zelo pozitivna zgodba za celo planinstvo pri nas. Ravno iz tega, da nekako povežemo ljudi, da zanimiramo tudi podjetja, na koncu koncev tudi državo, da v ta projekt vloži nekaj javnih sredstev in je lahko to tudi en tak primer dobre prakse tudi za naprej. V letošnjem letu se bo še pozidal ves ta gradbeni del in bo počakan na prezimovanje. Drugo leto imamo pa namen ves leseni del do podstrehe zapreti, so to stavbno pohištvo, da se vgradi verjetno inštalacije, pa vse to, da bi se dokončali v naslednjem letu, verjetno ne bo šlo. Leta 2022 pa imamo pač nek tak, da bi se pol pa leta 2022 končali pa odprli. Z tole večjo akcijo nekako zaključujemo ta del gradnje, v katerega smo vključevali tudi prostovoljce, potem pa nadaljujemo v spomladanskem času, kar se tiče same fizične gradnje. V tem mestnem času pa tudi potem pripravimo vse za izbor izvajalca za to montažno konstrukcijo. In jaz verjamem, da bo tudi potem izvajalec imel vse pripravljeno, da bo lahko začel potem z gradnjo v spomladanskem času oziroma zgodnjem poletju, odvisno pač, kako bojo razmere tukaj omogočale pa dopuščale. Nekaj je, da 20 let
dela arhitekture pusti za sabo, a ne, tako da vem, da tisto, kar se zgradi, ostane, a ne, se tudi pa vsa leta spremlja. Nikoli v življenju pa še nisem imel tak pomemben javni objekt. Če govorimo pač o stanovanjski gradnji, ki jo bolj kot ne doživljajo neki privatni lastniki, si v njihovem kontaktu, pač vse čuješ, kaj okolica ima neko mnenje o tistem objektu. Tukaj pa če dalje bolj spoznavam, da je čisto nekaj druga, ne? Da gre res za čisti javni objekt, ki je neskončno mnenj različnih, od pozitivnih, od negativnih. Na koncu mi je všeč, da so obojna, ker pol se mi zdi, da smo na pravi poti, a ne? Če bi šlo v kjerokoli skrajnost, bi verjetno bilo nekaj narobe. Želje so take, da bi recimo vsa ta gradnja šla s čim manj problemi, čim hitreje, da se čim prej to konča, pa da postane dom en tak prijeten dom, ko bodo ljudje radi hodili, samo tule lepo podružili. Tole bomo pač nekaj dela v to vložili. Na koncu bomo pa malo podružili, pa uživali v tem, kar nam bo uspelo narediti.